Dober dan, kolega Markeš je v studiu, da pretresava zadnje dogajanje, no, ne najbolj zadnje, pač pa skušava narediti širšo sliko, pogovarjala se bova o slovenskem političnem prostoru v tem času, razdelila ga bova na bloke bova razdelila na stranke, stranke bova razdelila na frakcije. Dajva začeti s koalicijskim blokom, ne? Se pravi, imava Gibanje Svoboda, imava SD, imava Levico. Zdaj, druščina je precej heterogena, nekako skušajo šivati tole vladajočo koalicijo, jo peljati. Ob tem je pa po mojem mnenju največja neznanka, pravzaprav največja vladna stranka Gibanje Svoboda, ki se mi zdi, da dobro leto dni po volitvah neke svoje identitete še nima postavljene. Ali pa morda malo spominja na neke elemente nekdanjega LDS-a. Kaj ti vidiš? Ja, to je fina tema, neke poletje, pa bi se morali sončati, pa se skozi viharji valijo česa. Dva dni nazaj sem sedel na terasu, zjutraj 6:30, da bom pisal, šel veter 140 km/h, razumeš, to je bilo noro in tako naprej. Kaj, si bil v očesu tajfuna? Skozi je bilo zahod, vzhod, spet je nekaj prevračal in nore stvari so se dogajali, ampak človek se vpraša, razumeš, kaj sploh še lahko počnemo, se rekel, kako bi bilo fajn, če bi se tole v politiki dogajalo, ne v naravi, ne. Ampak je pa poletje in v bistvu ta tema, ki jo zdaj odpirava, je pravzaprav dobra, kako bi rekel Rastko Mošnik, razprava v pospravi, ki je bilo tolikimi leti, ali pa se spomnim enkrat, Janez Janžekovič napisal, Strtomist napisal eno tako fajn esej Postruška, ne, Postruška so postrgali drobtine in tisto, kar je ostalo tega, ki so kruh pekli, ne. In to je to, kar o slovenski politiki danes lahko poveva. Pravzaprav težko poveva sploh kaj posebej novega, razen to, kar si dobro ugotovil. Dobro si ugotovil pač to, da imamo zelo močno osrednjo stranko, ki pa na nek način ne izkaže neke prave identitete. Dobro, identitete je lahko deloma kompromitiran pojem, ali kakorkoli že obrnemo, ampak do neke mere tudi lahko rečemo, da vendarle vleče to identiteto, ne, neko sredinsko ali pa levo sredinsko ali kakorkoli že, to počne, ne, zdaj, ampak zmeraj z zakasnitvijo, recimo pri zdravstveni reformi se to zelo dobro kaže, z enoletnim zamikom se nekaj zgodi, vprašanje, kaj se bo dogajalo, kako se bo dogajalo, ampak na koncu je pa vedno vtis, da niso oni tisti, ki vlečejo voz, ampak ga opozicija vleče, oziroma opozicija v smislu, da tempo narekuje SDS oziroma največja stranka. Ampak ti še ne dovolim, da greva tja. Ja, sem še tukaj. Ostaneva pri vladajoči koaliciji Svoboda. Vladajoča koalicija Svoboda je, oziroma koalicija okrog Svobode, ker je že znotraj stranke koalicija in zunaj stranke koalicije. Epicenter je Svoboda in ta koalicija je obsojena na samo sebe. In Slovenija je obsojena na njo, mimogrede povedano, ne. Slovenija pa obsojena zaradi tega na njo, ker na podlagi izkušenj, ki jih imamo, lahko pride ujma taka, kot je klestila po Sloveniji ta teden, v nenehnih valovih. To pa je spominjalo na prejšnjo vlado, ne. Te nenehni valovi, pogledal si na radar, si rekel, v Pordenoneju se že delajo rdeče celice, že poka, zdaj bo to prišlo in si lahko zračunal, pa si šel na net, pogledal, kdaj je prišlo do Bovca, če je prišlo bolj iz jugozahoda, je prišlo iz Tolmina in potem si prav tako na minute lahko zračunal, kdaj bo ujma udarila, ne. In v Sloveniji so prihajale ujme ena za drugo politične in z Svobodo, s koalicijo Svobode, karkoli se že mislimo, priznajmo, da so se stvari umirile, ne. Težko rečemo, da se niso do neke mere, umirile, ne. Ker, ne vem, ni solzivcev na ulicah, ni insceniranih protestov, dobro, so iz neke določene pozicije nemoči skozi upokojence, Rupert to počne, vsi vemo, kdo stoji zadaj, da je zadaj SDS oziroma da zadaj stoji Janša, ampak to je nekako vse v redu demokracije, ne gre v rdeče polje do take mere,
tudi če so neposredni prenosi na televiziji, samo tega shoda, drugih pa ne, ampak še zmeraj nekako imamo vtis, ne, da živimo v neki državi, v kateri se da procesirati ločene veje oblasti, imajo svoj mir in tako naprej. Ne. Ja, dobro. A imava še kaj za dodati, kar se tiče same Svobode, ali greva na SD Levica? Zdaj, med SD-jem pa Levico, ne, je določena napetost, ne, ker je Levica pri svojem programu, tudi do neke mere pri politiki, precej bolj prepoznavna. SD pa ohranja neko to svojo, dajmo reči, tranzicijsko dvojnost. Po eni strani bi želela biti socialdemokratska stranka in zastopati interese, dajmo reči, delojemalcev, po drugi strani ima SD izjemno močne pozicije po eni strani v državni upravi, kamor sistematično kadruje, po drugi strani močne pozicije v tistem delu kapitala, ki je v državni lasti ali pa gravitira proti državi, proti SDH-ju. Ja, če bi čemu lahko ali pa kateri stranki lahko rekli to, kar je Janša oglaševal za globoko državo, bi bilo potem pri SD-ju, ampak zanimivo je, da ne naslavlja te kritike na SD, ampak direktno na Goloba, ne, oziroma na njegovo oblast. Kakšni so razlogi, ne vem, ampak tranzicija, ki jo je izvedla SD, je popolnoma uspela, ne, če tako rečem. Ne, ampak uspela je na način, kot take stvari uspejo, tako da se na koncu samo ukineš. Se pravi, procenti so pa vedno manjši, ne, odstotki so pa vedno manjši. Zakaj? Zato, ker retorika več ne prijemlja pred ljudje. Ljudje nekako spregledujejo, ne, kaj se v resnici dogaja. V resnici, Janševa retorika je uperjena v antikomunizem. In ob tem je treba povedati pač dvoje, ne, da je tranzicija Zvezi komunistov briljantno uspela. Se pravi, transformacija iz stranke, ki je simbolizirala pač neko ideologijo v stranko, ki je nosilka kapitala, je briljantno uspela. Dejansko je uspela in več kot očitno je, da je zato imela tudi pokritje Zahoda oziroma neko pogodbo z nekom ali z nečim, ne, na enak način kot seveda nova opozicija. Ne. To je danes večkrat, mislim, očitki SD-ju, da imajo oni kakršnekoli vezi z komunizmom, so res neutemeljeni. Zakaj? Ker verjetno ni nobene v bistvu programsko bolj nekomunistične stranke, kot je SD. Ne. Zdaj to pa malo bolj. Ne glede na poreklo. Ne. Ja. Zakaj? Zato, ker so kapitalisti. Preprosto so kapitalisti. Zraven so pa še izredno vešči makiavelisti, ne, ker so sposobni retoriko socialdemokratstva pelati od začetka do konca in vendar nimajo za pokazati popolnoma ničesar. Zato, ker je nič socialdemokratskega. Nič socialnega, nič socialističnega mogoče celo. Ne. Tu je prostor potem za Levico, ne, za stranko Levica, pa za civilno družbo, kot je 8. marec in gibanja, taka in drugačna. Kako se pa Levica, zdaj nekje sem zasledil oznako, da je Levica antisistemska stranka, ne? Pa je hkrati zdaj integrirana ne samo v sistem, pač pa celo v vlado. Kako se po tvoji oceni Levica znajde? Levica se po moji oceni znajde preprosto tako, kot se v teoriji institucij verjetno, ne, ki jo jaz ne poznam najbolje, ampak se nameravam s tem še ukvarjati. Recimo temu kot kapla olja, ki jo vržeš v bazena. Ne. Na začetku je zelo viskozen in konsistenten, na koncu se nekako razprši, priplava na površje in se ga posname kot smetano in s to smetano se da namazati mnogo kruha. Ne. In kako ne rečem, Levica je in je ne obsojam v tem smislu, ne. Samo ugotavljam, zato ker Levica preprosto ne more vzdržati izven sistemskosti sami sebe, še posebej, ker je leta in leta dokazovala, da ona v sistem ne gre, da bo kritizirala. Od tega ni bilo nič, oziroma je imela zelo dobre pozicije, ne, zato smo jo nekako imeli radi. Ne. Po drugi strani pa ve, da ko grem na oblast, ne, bom izgubila svoj ne samo šarm, svojo udarnost in prišla v konformizem.
delile se bodo službe, zveze in poznanstva bodo funkcionirale natanko, enako kot v vseh drugih strankah. Ne. Ja, Tako tudi je, ne? Ja, zdaj, politika je nekaj, kar ustreza pregovoru hic Rhodus hic salta. Ja. Zdaj se opravičujem, če so tukaj kakšne čudne asociacije, ker Rhodos danes gori. Ne? To je dobra primerjava. Tukaj je Rhodos, tukaj pleš. Ne? Ja. Ne? Pravi, če si v politiki, moraš na Rhodos in moraš plesati. Ja, in moraš pogoreti, ne? Tako kot Rhodos, zdaj. In to Dobre, je ključ. To je ključ. Si naredil korak dlje od mene. Ja, ne, namreč problem je v tem, da pač načelnosti je težko zdržati. Ne? Težko je enkrat za vselej biti, kako ne rečem, pravičnik. Ne? Ja. Če pravičnika daš na oblast, greš na Rhodos, pogoriš, pa se vrneš kot Feniks. Tako ne, ja, če ne, zdaj, ali se bo levica vrnila, zdaj recimo s tem pretresom znotraj levice, ne, ko je Kordiš pa Stavrečko, no, so majhen volan poskušali zasukati v levo, se jim je takoj v javnem mnenju rating dvignil, ne, potem, ne, ko jim je že zelo usiho, ne, so bili na tem, da prepričljivo izpadejo iz parlamenta v javnomnenjskih raziskavah, ne, pa se jim je takoj malo odzignilo, ne. Podoben trend seveda na desnici, ne, če je že trenutek, da preskočiva tja, ne, je zaznaven pri NSI, ne, pri Novi Sloveniji. NSI meni deluje kot zakrneli siamski dvojček SDS, provociram te. Ne, provokacija sploh ni ne na mestu, prav je na mestu. Ne? Namreč NSI je nastala, kjer ga leta je to že točno bilo, to boš ti verjetno boljš, ampak to je 2010 ali koliko? Ne, leta 2000. Ne? 2000, ko je... Točno, leta 2000, pardon, takrat sem imel to v misli. Ja, to sem imel v misli. Pride do razpada te združene SLS plus SKD. Ne? Takrat je stranko tako rekoč ustanavljal Janez Janša, ne Bajuk je uskočil, on je imel ideje in takrat, jaz se to zelo dobro spominjam, ker sem se osebno to z njim pogovarjal, z Andrejem Bajukom, on je hotel posnet model Janeza Evangelista Kreka, pa ne zdaj v atavističnem smislu, ampak v tem socialna zadeva, zadružna zadeva in pa predvsem demokracija od spodaj navzgor. Takrat mu je ves suport ponujal Janša in ga je tudi hvaležno sprejel, namreč v smislu, kako se nekaj organizira, kako se teren pokaže in tako naprej. Zaradi tega, ker ni imel prave zaslombe v kleru, v cerkvi, ne, zaradi tega, ker so oni podpirali bodisi SLS, ne, takrat se je krščanska demokracija je razpadla, oziroma se je združila z SLS, posledica tega je nastanek Nove Slovenije, ki bi za razliko od oportunistične SLS, ne, kakor je bilo tudi v zgodovini, ne, ko je v bistvu Koroščeva linija zapeljala zadevo bolj kot toliko v klerikalizem, so se krščanski socialisti poskušali odmakniti stran in Bajuk je sledil tej liniji, ne, za pridržki, seveda tudi za določeno afiniteto do emigracije, jasno, ne, to so bili neki novi elementi, ki jih takrat recimo v 30 letih še niso poznali, ne, ampak Bajuk je imel zelo jasno prepoznaven to programsko željo, ne. Medtem ko to, kar je danes Nova Slovenija, je natanko to, kar je Bajuk postavilo na -1. Se pravi, Bajuk ni sledil aspiracijam kapitala in privatizaciji, ampak je poskušal spustiti politiko na teren. To je bila sicer utopična ideja, ampak jo je imel. Vprašanje je, koliko je on to pojedel, ne? Koliko je on se popolnoma podredil Janši. Ampak Janša je bil dejansko tisti, ki je bil njegov alter ego. To je dejstvo, ne? To je dejstvo, ne? Zdaj, in Bajuk je bil tisti, da ne bo pomote, ki je bil vprašan od Evropske ljudske stranke, ali naj Janševo stranko pripustijo v svojo internacionalo. In on je dal pozitivno mnenje. Če ga on ne bi dal, ga ne bi pripustili v SLS. Zdaj je pa ravno obratno, da on Evropsko ljudsko stranko indoktrinira proti Novi Sloveniji, ne? In on Novi Sloveniji očita, da so semi opozicija, semi stranka in tako naprej. In kar je najhujše od vsega, da laži, ki jih Janša izreče, so celo resnica.
Kaj imaš v mislih? Preprosto, dejansko Nova Slovenija sedi na 2 stolih. In to tako, da jih izmenjuje, ne? Ma pa seveda tudi ona. Ne, mislim, zato, ker skuša Nova Slovenija pa miriti neresnice, ki prihajajo strani SDS. In v tem ima prav. Ja. To je dobra poteza, še posebej to je zdaj nekaj novega, ne? To smo zdaj te dni nekako lahko zasledili. In ta format, ki so ga postavili na internet, ne, se pravi na spletne strani in ga priporočam v branje ljudem, ne, je do zdaj korekten. Ne. Zakaj? Zaradi tega, ker noter ni tako kot na Novi 24 ali pa na Demokraciji ali pa na teh Janševih sluzastih medijih, ne, tendencioznosti, pa političnih oznak, pa teh primerjav, kako neke kose kosijo, pa sile kontinuitete in podobne neumnosti. Ne. Ampak dejansko so fakti. Se pravi, poslanka ta in ta ali pa poslanec ta in ta od SDS je iz Evropskega parlamenta je izjavil, ne, da so emigranti napadli Novakovo, ne, to se pravi Ljudmilo Novak in tako rekoč je žrtev napada migrantov. Ne. Nezakonitih, seveda, verjetno, ne, domnevno. Ne. In potem je ona to preprosto zanikala in tu lahko prebereš, ne, kakšna so dejstva. Ona je preprosto povedala, da je bila žrtev nekega ropa, tako rekoč mladoletnika, popolnega Slovenca, Ljubljančana, ne, ki je ukradel torbico. Ki je ukradel torbico in so ga tudi ujeli in mu je potem ona rekla drugič, ne, če boš kradel, raje prosi za denar, kot da kradeš. Ne. In taka dejstva, recimo, ko jih Janša obmetava z določenimi lažmi, dobesedno lažmi, oni to, recimo, Nova Slovenija ni naredila nič za to in to v parlamentu. In potem oni predstavijo dejstva, toliko sej smo sklicali, toliko tega, toliko onga, toliko tretjega smo naredili. Ne. In to se mi zdi, da je dostojen format, ki bi ga vse stranke nekako morale, bi bilo dobro, če bi ga vzpostavile. In to bi se resno bralo. Ne. To se pravi, obtožba ali pa teza, dejstva so taka. Ne. Preverljiva dejstva, jih gremo potem mi lahko preveriti. In to mi je všeč. Ne. Sva pri največji opozicijski stranki. Pri SDS? Ja. Ne počivajo, imajo tabor spet tam na Bovškem koncu, ne, so aktivni, se mrežijo, dajo v obtok programske vizije, kažejo, da gre za integrirano, dobro organizirano formacijo z ambicijo, da se vrne na oblast. Nobenega dvoma ni, da je to najbolj živa stranka. To je prvo dejstvo. Drugo je, da je v bistvu najboljše organizirana v Sloveniji, ne? In da zmore, podobno kot SD potiho, tudi ona deloma na glas, deloma potiho imeti svoje podtalno omrežje. To so dejstva. Ne? Drugo dejstvo pa je to, da gre pač v operiranju te stranke skozi njenega predsednika za eno hudo patologijo, kateri Slovenija ne bi smela biti izpostavljena. To je pa dejstvo. Ne? Namreč vse to nenehno razpihovanje sovraštva, ki nima niti prave podlage. Ne? Se pravi, tam, ker podlago ima, tam kritike ne slišimo. Tam, ker jo pa nima, tam se jo pa napihuje. Ne? Predvsem pa ta neumnost z silami kontinuitete in komunizma in bivših komunistov in tako naprej. Kdo ima koga za norca? V Sloveniji ni komunistov. Tisti, ki so reveži in razočaranci. Tisti, ki so pa bili kadarkoli pri vzvodih odločanja, so pa danes kapitalisti. In to je prava zgodba, ki definira Slovenijo, o kateri se pogovarjamo. To je prava zgodba, na kateri je, kako bi rekel, Nova Slovenija naredila samomor iz zasede, ker je postala stranka kapitala, namesto da bi postala stranka ljudi. Ne? A veš, je manevrski prostor za to, da bi se v Sloveniji razvil, ti si se s tem tudi znanstveno, raziskovalno ukvarjal, da dobimo neko krekovsko politično formacijo. A ta prostor še obstaja? Ne obstaja več, zaradi tega, ker v tistem času, ko je krekovska
paradigma šla čez Slovenijo, šla tudi čez celotno Evropo. Ne. Šla je pa pač na način, ki je bil definiran, mislim, tle sta bile dve usporedni sili, ki sta se borili za pravice in naklonjenost malih ljudi, delavstva in kmetstva. Ne. Eno, ki je 50 let prej hodila, ne, je pač šla skozi marksizem, ne, skozi teorijo. In Marx je bil odličen filozof. Marx je s teorijo postavil tako, da je stala in reflektirala realnost in dejanskost. Potem je bila pa se pravi cerkveno-korporativistična, ki je 50 let zatem hodila, da ne z Leonom Trnjostem pa z Rerom Novarom, ne, poskušala posneti te probleme zato, da bi iz jader snela veter, ki je dejansko vlekel čez Evropo. Ne. In takrat je socialno vprašanje, so ga vsi zagrbila, ne, v Sloveniji sploh, ne. Celo liberalci so na koncu morali nekaj od tega povedati, pa reči, ne, ki so bili zelo naklonjeni prvotni akumulaciji po razpadu Avstrije. Ne. In recimo tretjo pot, ki jo je poskušal Andrej Gusar, ne, je bila v bistvu poskus, originalen poskus zanikanja tega, kar je prinašal rimski, vatikanski solidarizem, ki je hotel biti konkurenca komunizmu, komunistični ideji. Ne. Se pravi, solidarizem je hotel vzeti jadra komunizmu, ne. Gusar je bil pa tisti, ki je hotel povedati, da imajo tudi ti elementi pri komunizmu svojo realnost, ampak da je treba poštevati pa tudi liberalizem. To se pravi, da mi moramo vzpostaviti prvo, kar je rekel, to je od krščanska ideja pobral, pravičnega človeka, ki kot individualnež funkcionira, drugo, kar je se treba zavedati razrednih zakonitosti in tretje, kar je pa treba povedati, da na prostem trgu preprosto vladajo zakonitosti trga. Ne? To je hotel združiti. Ne? Dobro, Ta čas je minil. Ta čas je minil, kritika tega takrat je Sperans postavil, oziroma Kardel, naredil potem model samoupravljanja. Aha, ti si Prunka bral. Prunka jaz še berem, ja. in ga bom pisal in je res dobra knjiga, ne? To je treba pohvaliti. Ampak problem je v tem, da se je na globalni ravni zdaj vrnil liberalizem kot neoliberalizem in te vojne ne moramo zmagati. Jaz mislim, da ne, ampak zato pa odgovornost leži na svobodi, ne? Da idejo, ki je v bistvu mešanica vseh idejnih silnic v zgodovini Slovenije, od Gosarjeve do Kardeljeve, od liberalizma, dobro, klerikalizma absolutno nima več šans, ne, ampak do solidarizma, da te momente, ne, ki so Slovenijo nekako vzdrževali v svoji samobitnosti, poveže in pripelje v eno lego, v kateri bo konec koncev tudi država Slovenija preživela, ne? Da ne bo samo na nekem turističnem prepihu, v katerem se bomo klanjali samo še turistom in tako, ne? Ampak da bo imela tudi neko avtonomno gospodarstvo in da bodo ljudje imeli svoje socialne, delavske in predvsem zdravstvene pa zavarovalniške pravice. To je zadnja velika tema še. Ne? In kaj je ključno? Ključno je v tem, da dejansko ta trenutek, žal moram tako reči, to lahko naredi samo Gibanje Svoboda. In še bolj mi je pa žal to, da Robert Golob tega slučajno ne razume. Hvala za tokrat. Ostajava na terenu. Naslednji teden se ponovno vidva. Drži.